Dobrodošli na tiskovni konferenci. Če na začetku odreditve parlamentarne preiskave lanskega decembra bilo nekako videti, da bo predsednik te komisije, gospod Janko Möderndorfer, na nek način prikrito pristranski, oziroma če smo aktualen, maketno pristranski, je zdaj že jasno, da bo povsem odkrito pristranski pri vodenju te komisije. Slovenska demokratska stranka je namreč zdaj že dvakrat, poudarjam dvakrat, vložila predlog za širitev akta parlamentarne preiskave v skladu seveda z zakonom o parlamentarni preiskavi in z poslovnikom o parlamentarni preiskavi. Akt odreditve je seveda bil v tem našem predlogu, da se razširi in dopolni. To je seveda zelo pomembno, kajti 18. februarja smo mi že, moj poslanski kolega, sicer nadomestni član te parlamentarne preiskovalne komisije, Žan Mahnič, je tukaj pred vami že obrazložil, zakaj se mora akt dopolniti in razširiti. Jaz vam bom še danes, še enkrat v strnjeni obliki povedal, zakaj je to zelo pomembno in upam, da bo ta predlog zdaj že tretjič naletel na prava ušesa. Namen dopolnitve akta o parlamentarni preiskavi je zato, da se ugotovi politična odgovornost nosilcev funkcij tudi iz drugih strank. Govorim seveda o stranki socialnih demokratov in o stranki Modernega centra. Obstajajo, zdaj že bi rekel, kar močni sumi, da sta ti dve stranki in z njimi povezane pravne in druge osebe vplivale na poskuse tako domnevnega pranja denarja, kot domnevnega nezakonitega financiranja strank, kot tudi samih političnih kampanj iz leta 2014 in 2018. Zdaj, če vam naštejem te glavne oziroma predočim te glavne točke, govorimo seveda o morebitni politični odgovornosti posameznih nosilcev javnih funkcij, ki so bili v 7. mandatnem obdobju Državnega zbora Republike Slovenije odgovorni za maketo drugega tira, ki jo je vodilo Ministrstvo za infrastrukturo. Spomnimo do nedavnega še vidni član SMC Jure Leben in že odstopljeni minister je ravno zaradi tega izredno dragega maketarskega posla v višini čez 130 000 evrov moral odstopiti. Drugič, govorimo o morebitni politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki so bili prav tako v 7. mandatu sklica Državnega zbora odgovorni za sodelovanje z agencijo Futura, tudi pri sodelovanju pri projektu drugega tira, ki ga je seveda vodila Vlada Republike Slovenije v referendumski kampanji. Tretjič, govorimo tudi o morebitni politični odgovornosti posameznih nosilcev javnih funkcij, ki so bili prav tako v 7. sklicu Državnega zbora odgovorni za posle z enormnimi zneski na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki jih je izvajala spet ista agencija Futura. Znesek šlo je za tisto razpito promocijo slovenskih izdelkov v višini čez 3 milijone evrov. In pa ne navsezadnje govorimo o morebitni politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij, spet gre za 7. sklic Državnega zbora, kjer so določeni sumi se pojavili, da so določene osebe odgovorne za posle na Ministrstvo za delo, družine in socialne zadeve, sodelovali z agencijo Pristop. Tam je šlo, če se spomnite, za posel z reorganizacijo centrov za socialno delo v vrednosti dobrih 340 000 evrov. Zdaj, kaj je skupni imenovalec vseh teh poslov, da rečem netransparentnih ali pa domnevno nezakonitih poslov, se pravi Future, Pristopa in še drugih oglaševalskih agencij, da javni sektor ali pa, da rečemo, ožja državna uprava omogoča za te agencije njihove pajdaše ogromen vir zaslužka. Ključno vprašanje pri tem pa je, če se ta denar davkoplačevalcev, če pride nazaj kot prikrito oziroma nezakonito financiranje določenih političnih strank. To je ključno vprašanje. Zdaj, in zaradi te pomembnosti smo še drugič podali predlog za razširitev akta o odreditvi parlamentarne preiskave. V prejšnji minuli petek se pisal 12. april na sami seji parlamentarne komisije, bila je prva redna seja, spet se nič ni zgodilo. Zdaj, točka je sicer res, da bila uvrščena na dnevni red, ampak je predsednik
sicer v tem sklicu nadomestni poslanec Jani Möderndorfer dejal, da pa ni podlage, da nima podlage, da bi se lahko ta širitev zgodila. Zdaj, on je spet govoril, da bi naj se naredila posebna revizija računskega sodišča na temo tega, kaj sem prej povedal, in da šele potem bo imel temelj za širitev. Glejte, gre seveda za namerno zavlačevanje, utemeljeni sumi so jasni, so podani, v večjih zadevah poteka policijske preiskave, kot sem dejal, minister je zaradi tega že mogel, gospod Leban, odstopiti, tako da tukaj gre za namerno pokrivanje teh dveh, njegove matične stranke SMC in pa seveda njihove koalicijske partnerice SD. In pa, če spomnim, ko se je ta preiskovalna komisija lani decembra ustanovila, je tudi se ustanovila dejansko na podlagi člankov, na podlagi nekih televizijskih poročil. Če se spomnite, nek večer novinar je celo dobil nagrado za tisto, rečemo v navednicah, razkritje, čeprav je ta kredit bil javno objavljen na AIPES-u. Dejansko smešno. In tukaj seveda predsednik komisije Möderndorfer pride, jaz bi rekel, do dvojnega paradoksa. Prvi je ta, ki sem ga izpostavil, se pravi, ta lov na čarovnice, berite na Slovensko demokratsko stranko, je bil ravno osnovan na nekih časopisnih člankih in drugič, zdaj utemeljuje Möderndorfer širitev z izsledki računskega sodišča. Ampak, če potegnemo analogijo na poročilo računskega sodišča za lanske državnozborske volitve iz leta 2018, vidimo, da je Slovenska demokratska stranka tukaj ravnala v skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji, bile so manjše nepravilnosti, poudarjam manjše nepravilnosti, in računsko sodišče niti ni zahtevalo, da bi Slovenska demokratska stranka predložila tako imenovano odzivno poročilo. Zakaj ne? Ker smo že tekom revizijskega postopka smo izvedli ustrezni popravljalni ukrep in s tem je bilo za računsko sodišče stvar zaključena. Zato v tem kontekstu sklicevanja na neke nove, posebne, ne vem kako naj jih imenujemo, revizije za druge politične stranke je totalno brezpredmetno in gospod nadomestni poslanec, predsednik te komisije, lahko svoje delo, če se sklicuje samo na to, ga lahko dejansko zaključi. Zdaj, zaradi te res ignorance, pa če to tudi mogoče poimenujem izigravanjem tudi samega zakona kot poslovnika, ker smo se ga res držali pri tem sklicevanju na širitev in zdaj že dvakrat ni upošteval, se pravi, evidentno ščitenje SMC-ja in SD-ja, prej nekateri obvodni posli, pa kot sem že rekel, so bili podvrženi in policijski preiskavi, hišnim preiskavam, tako da bomo v Slovenski demokratski stranki res razmislili o nadaljnjih korakih, ne bi želel nič napovedovati oziroma prejudicirati, ampak očitno branjenje te dveh strank, ki bi že mogli biti zdavnaj uvrščeni v akt oziroma sam predmet in namen preiskave, se še do tega trenutka ni zgodilo, tako da, kot sem dejal, nadaljni koraki nedvomno sledijo. Toliko z moje strani, zdaj, če so še na voljo kakšna vprašanja, izvolite. Kakšna so ti nadaljni koraki, o katerih ste tako govorili? Zdaj, detaljno ne bi želel o njih govoriti, mi bomo še vsekakor probali, zdaj več kot dvakrat argumentirati ne more, zakaj naj se predmet parlamentarne preiskave širi. Zdaj, jaz tako sem rekel na začetku konference, upam, da bo ta današnja tiskovna konferenca vplivala na nek način tudi na predsednika, ker on je tisti, primus inter pares, se pravi prvi med enakimi, se pravi člani predstavljeni parlamentarne preiskovalne komisije, da pa vendarle vidi, ne moramo zdaj še čakati, 4 mesece je poteklo do ustanovitve parlamentarne komisije, eno redno sejo smo imeli, pa še na tej redni seji se ni moglo razširiti preiskave na druge stranke, ki pa dejansko v primerjavi za Slovensko demokratsko stranko tiste domnevne nepravilnosti, nezakonitosti, bi rekel, vpijejo do neba. Imate mogoče kakršenkoli obrazložitev
strani predsednika, zakaj do tega ni prišlo? Ja, kot sem dejal, že na začetku je že bil problem s tem, če bi sploh to širili na dnevni red, ne, ta naš predlog, potem smo ga nekako, oziroma sem ga le nekako prepričal kot član te komisije, da seveda je to korektno in v skladu z poslovniškimi določili. In kot sem dejal, ta njegov glavni argument, ne, jaz bi ga pomenil kvazi argument, je v tem, da nima temelja, da bi lahko širil na SMC, se pravi njegovo matično stranko in socialne demokrate, kajti iz njegove optike Računsko sodišče edini organ, ki lahko pregleduje, se pravi poslovanje politične stranke v kontekstu političnih referendumskih kampanj, tako da tukaj, gledajte, jaz mislim, da to vseeno en paravan, tako se rekel, ravno za pokritje tih dveh strank, kar je, ne, gospod Möderndorfer se vedno razglaša za branika in zakonitosti in transparentnosti. Gledajte, tukaj pa pri takih dveh močnih primerih, ne, se pravi makete drugega tira, vseh netransparentnih poslov, dveh ministrstev z oglaševalskimi prej navedenimi agencijami, tukaj pa noče širiti preiskave, gledajte, nedopustno. Hvala. Hvala lepa.